Lepo pozdravljeni. Kot je bilo napovedano, bomo zdaj malo pogledali oziroma vam bom predstavila, kakšno je stanje Cobislip sedaj, kaj smo pripravili za jutri oziroma prihodnje dneve in kaj bomo še naredili. Začetek Cobislip sega v prejšnje leto, ko smo vas v mesecu septembru oziroma v začetku oktobra obvestili, da lahko začnete aplikacijo Cobislip uporabljati namesto programske opreme Cobis 3. V tem času smo izdali 4 večje verzije, nekaj manjših, z širokim naborom dopolnitev in popravkov. Je pa nova verzija v pripravi, tako kot ste danes že slišali. V zadnjih par mesecih smo zelo veliko dela opravili na področju tehnoloških izboljšav, nadgradenj, predvsem za izboljšanje stabilnosti delovanja aplikacije. Seveda pa ves čas od začetka pa do danes spremljamo in zbiramo vaše predloge, pripombe, tudi vsak predlog analiziramo. Kot je bilo že danes povedano, pa še naj enkrat izpostavim, aplikacija Cobislip je res zelo obsežna. Vsebuje več kot 1000 različnih oken, tako da si lahko malo predstavljate. In zato vam bom danes predstavila po našem mnenju le tiste najpomembnejše postopke, ki jih zajema. V Cobislip lahko že sedaj uporabljate bližnjice oziroma hitre tipke, tako v glavnem oknu Cobislip, v oknu kartica in v iskalnikih. Ves seznam hitrih tipk je v navodilih za delo v Cobislip. Prav tako pa je pri vsakem postopku, ki je podprt s hitro tipko, dodan tooltip, v katerem je navedena kombinacija teh hitrih tipk. Dodali smo možnost priprave statistik zaloge, pri katerih sami določite podatke za vertikalno in horizontalno razvrščanje. V oknu za vnos parametrov za pripravo statistike določite naziv statistike, nato pa iz spustnega seznama izberete 1 ali do 3 vertikalnih razvrstitev, horizontalno razvrstitev, nato določite čas aktiviranja in potrdite vnos. V naslednjem koraku pa izberete še gradivo, na katerem želite, da se ta statistika izvede. Vključeno je tudi urejanje uporabniških nastavitev za pripravo statistik, zaloge in izposoje. Dodali smo nekaj uporabniških nastavitev, kot sta svetla in temna tema, nastavitev privzetega prikaza za gradivo, osnovni in Comarch prikaz, omogočili smo pošiljanje računov knjižničnih storitev uporabnikom po e-pošti in pa v segmentu elektronski viri smo dodali postopke za e-knjige Cobis Ela. Prav tako je vključena kontekstna pomoč, do katere dostopate enako kot v Cobis 3 z bližnjico oziroma hitro tipko F1. Omogočeno je tudi elektronsko podpisovanje dobavnic. Za izbrano dobavnico izberemo gumb Izstavi pošlji in nato v oknu izberemo Podpiši dokument. Ob tem se na podpisni tablici prikaže enak tekst, kot je to bilo v Cobis 3 in po podpisu dobavnice se ta prikaže v novem zavihku brskalnika. Dodana je tudi možnost uvoza e-dobavnic, pri čemer pa se najprej izbere postopek uvoza e-dobavnice in v tem oknu vnesemo mapo oziroma naslov direktorija, v katerem imamo te dokumente, izberemo dokumente in potrdimo uvoz. Na podoben način je dodan tudi uvoz vpisnic iz predhodnih sistemov. Na željo srednješolske knjižnice smo pa pripravili kiosk aplikacijo za samo izposojo in vračanje gradiva, kar lahko izvede član sam. Mi tole poimenujemo kar izum knjigomat. Knjižnica potrebuje le računalnik, na katerega se namesti ta aplikacija, ter seveda čitalec črtne kode ali pa RFID čitalec, odvisno s katerimi nalepkami ima oblepljeno gradivo. Tu moram poudariti, da računalnik, na katerega se namesti aplikacija, se ne more uporabiti za nič druga, niti za iskanje po Cobis Plus ne. Članek knjižnice pričaka izgled, kot ga vidite, in član izbere, ali si bo gradivo izposodil ali ga bo vrnil. Če si želi gradivo izposoditi, v naslednjem oknu vpiše odčita ali člansko kartico ali pa vpiše člansko številko, po potrebi pa tudi geslo za mojo knjižnico, to se pač odloči knjižnica sama, če želi povečati varnost. Nato pa član odčita s čitalcem črtne kode ali RFID čitalcem gradivo, ki se članu avtomatsko izposodi. Postopek vračila je popolnoma enak, le brez vnosa članske številke. Če ima član vpisan e-naslov za obveščanje,
dobi po zaključku postopka na svoj e-naslov mail, v katerem je seznam izposojenega ali vrnjenega gradiva. Na začetku tega šolskega leta je bil tale naš knjigomat uporabljen v praksi in knjižničarki iz knjižnice sta povedali, da je izposoja učbeniškega sklada tekla brez težav. Sedaj pa ga uporabljajo za izposojo gradiva knjižnice. Ena od novosti se nanaša tudi na izpise bibliografij, kjer je dodan nov prikaz podatkov, ki ga izberemo z novim formatom izpisa, in sicer se imenuje HTML plus navigacija. Ta format je namenjen izpisom, ki vsebujejo kazala in je primeren za objavo na spletnih straneh, saj omogoča navigacijo po vsebini in kazalih. Nova večja verzija CobiSlip je v pripravi in kot sem že povedala, je v načrtu, da jo izdamo v mesecu novembru. No pa poglejmo, kakšne dopolnitve in novosti vam bo ponudila. Za optimizacijo postopkov in pohidritev postopkov smo dodali možnost uporabe desnega klika in dvoklika, ki sta omogočena v iskalnikih, urejevalnikih in pregledovalnikih. Ob tem moramo poudariti, da smo se zavestno odločili, da bodo funkcije brskalnika s tem onemogočene. Desni klik ima funkcijo preglej kot ikona z očko in odpre pregledovalnik izbranega objekta. Ob tem ni potrebna predhodna izbira objekta v seznamu s kljukico, ampak lahko kjerkoli v vrstici uporabimo desni klik. Dvoklik ima funkcijo izbire oziroma odpiranja urejevalnika, enako kot ikona za svinčnik. Tudi v tem primeru ni potrebna predhodna izbira objekta v seznamu s kljukico, ampak lahko kjerkoli v vrstici uporabimo dvoklik. Oboje deluje tudi v seznamu zgodovina, kjer se shranjujejo vsi objekti, na katerih ste v zadnji seji izvedli kakšen postopek. In tako lahko zgodovino v CobiSlip uporabite kot nadomestilo za delovno področje CobiS3. Omogočili smo lažjo in hitrejšo izbiro postajališča za bibliobuse oziroma potujoče knjižnice, tako v kartici člana, kot pri izbiri oddelka knjižnice v glavnem oknu. Izboljšali smo delo z RFID čitalci, dodali smo gumbe v kartici in v iskalniku kartica, način dela smo poenotili z delom v CobiS3, enaka je tudi hitra tipka oziroma bližnjica F8. Tako kot smo omogočili pripravo uporabniške statistike za zalogo, smo sedaj pripravili tudi uporabniško statistiko za transakcije izposoje, kjer sami izberete iz pustnega seznama podatke za horizontalno in vertikalno razvrščanje. Zato pa, ker so te statistike lahko zelo obsežne, smo tu postavili omejitev, in sicer 1 milijon transakcij, privzeto obdobje pa je tekoče leto, kar pa lahko po potrebi spremenite. Na željo nekaterih knjižnic in za izboljšanje varnosti podatkov smo pripravili rešitev časovno omejene črtne kode člana v aplikaciji CobiS Plus in mCobiS. Časovno omejena koda je veljavna 5 minut, uporabi pa se lahko za identifikacijo člana na knjigomatu, kateri drugi napravi ali pa kar na pultu v knjižnici. Nova verzija bo zajemala tudi dopolnitve za CobiS Elo, ki smo jih oblikovali skupaj s knjižnicami na podlagi dosedanjih izkušenj v uporabi. Več o tem bo predstavila sodelavka Tanja Tušek v jutrišnji predstavitvi. V CobiSlip pa smo dodali tudi dostop do Cobis asistenta, ki ga je danes že predstavila kolegica Tanja Žuran-Putora. Kaj pa za prihodnost? Cilje imamo, plane tudi in eni od njih naslednji so: pripravljamo oblikovno prenovo obvestil, ki se pošiljajo iz CobiSlip v novo, modernejšo HTML obliko. Prav tako je v planu izboljšava pregledne plošče, ki se prikaže ob prijavi v CobiSlip, in nadgradnja uporabniških nastavitev posameznika. Seveda vedno poskušamo izboljšati uporabniško izkušnjo, tudi na podlagi vaših predlogov in pripomb. Optimizacija delovanja CobiSlip je seveda vedno pomembna naloga, ki se nikoli ne konča. Opise dopolnitev in novosti pripravljamo v novi obliki, tudi za potrebe, bom rekla, Cobis asistenta. Prav tako pa pripravljamo priročnike CobiSlip, ki bodo na voljo nekje do konca letošnjega oziroma takoj v začetku naslednjega leta. Ob tem naj poudarim, da so kolegi iz uporabniškega servisa pripravili že ogromno video posnetkov z navodili za delo v CobiSlip, ki so vam tudi že na voljo.
Zdaj pa še nekaj bolj tehničnih zadev. Že večkrat smo, predvsem knjižnice v ostalih sistemih COBISS.net, obvestili, da je za nemoteno delo v COBISS-LIP potrebno nadgraditi starejše in zastarele verzije računalnikov. Prikazane so minimalne zahteve operacijskih sistemov in brskalniki, ki zagotavljajo nemoteno delo v aplikaciji COBISS-LIP in namestitev dodatnih aplikacij. Kot je DGV, to potrebujemo na primer za priključitev tiskalnikov in drugih perifernih naprav. Vem, da zdaj pričakujete še nekaj tako zelo pomembnih informacij, ampak rada bi vam najprej povedala svojo izkušnjo z uporabo COBISS-LIP. Kot ste slišali, nisem bila vključena v razvoj COBISS-LIP od začetka, temveč sem bila prisotna od začetka letošnjega leta. In priznam, da COBISS-LIP-a prej tudi jaz nisem uporabljala. Ko pa sem ga prvič začela letos uporabljati, sem bila res več kot pozitivno presenečena in rekla sem samo wow, to je res nekaj naprednega, je pregleden, je svež, enostavnejši za uporabo. In lahko rečem le, najlepša hvala vsem sodelavcem, ki so se potrudili in naredili tako dobro in uporabno aplikacijo. Predvsem pa za vas, knjižničarje, naj poudarim, da so postopki in delo ostali enaki. Spremenil se je le izgled, nekatere postopke pa smo malenkost prilagodili tudi na vaše pobude in pa zaradi aplikacije. Zato vas pozivam, ne bojte se začeti uporabljati COBISS-LIP-a. Ker ko ga boste enkrat začeli uporabljati, boste rekli, zakaj ga nisem začel uporabljati že prej. Tako kot jaz. Tako pogumno naprej. No, sedaj pa še ena tako pomembna informacija za vse, ki jo res nestrpno čakate, ne? Ukinitev COBISS-3. V planu je bilo, da bi ukinili delovanje COBISS-3 z letošnjim koledarskim letom. Ampak glede na to, koliko ste uporabljali, pa koliko uporabljate COBISS-LIP in glede na pobudo knjižnic, ki ste se oglasile, smo se odločili, da rok nekoliko podaljšamo. Sedaj je 1. junij 2025. Ja, ampak res, tako kot sem omenila, najpomembnejše je, da začnete COBISS-LIP uporabljati takoj. Ne šele jutri, pojutrišnjem, morali bi ga že včeraj. Ja. Razvoj je gonilo življenja, zato stopimo skupaj na pot COBISS-LIP pogumno in v sodelovanju in uspeh pri delu v COBISS-LIP ne bo izostal.